Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Preden gremo na današnjo epizodo, bi vas rada spomnila na poletni finančni bootcamp za mlade, in sicer se bo zgodil 21. avgusta. Število je omejeno, primerna delavnica je za mlade stare od 17. do 20. leta. Mladi bodo spoznali, kako izkoristiti moč obrestnega računa. To je tisto, kar jim je bilo v bistvu podarjeno ob rojstvu. In seveda, kako lahko to v bistvu izkoristimo. Naučili se bodo investiranja, pasti potrošništva, kako aktivirati denar in seveda, kako pri 18 letih ali pa 19 sestaviti portfelj investicij, ki bo nekako deloval na dolgi rok. Predstavila bom tudi naložbe, ki so v portfelju mojega sina, 18-letnega Marka, ki ste ga tudi nekateri spoznali na dogodku MoneyHow Live. In pa seveda prišel bo tudi gost presenečenja, multimilionar, ker je pa v bistvu njihov pogled na tveganje popolnoma drugačen kot pa recimo pogled na tveganja nekoga, ki je zaposlen. Tako da to se mi zdi, da je ena taka zelo dva različna svetova in se mi zdi fino, da se to predstavi na enem takem dogodku. Zdaj, ko govorimo o tveganjih, bi vseeno v tej epizodi, ki sem jo posnela, bi rada omenila, da tvegane naložbe seveda obljubljajo visoke donose, skrivajo pa tudi ogromno pasti, in v tej epizodi se pravzaprav ne sprašujemo, ali tvegati, ampak kako tvegati premišljeno. Zlato, srebro, kriptovalute, nafta, do kam se lahko povzpnejo cene oziroma upadejo in kaj vse bo pretresalo trge, kateri trgi so letošnje presenečenje. Pred mikrofonom analitik in trgovalec Tilen Šarlah, znan gost, večkratni gost MoneyHow. Zdravo, Tilen. Lepo zdrav, Marja. Že nekaj časa nisem bil taj, da mogoče sem malo ven iz forme. Zato, ker sem ignoriral. se hecam. Se pravi, zlato, srebro, bitcoin so blizu rekordnih ravni. Nafta se počasi vzpenja zaradi izraelskega-iranskega konflikta, ampak je še daleč od tistih rekordnih ravni iz leta 2022, ampak vseeno leze gor. Marsikdo se na tej točki sprašuje, ali gre lahko še višje, kako zaslužiti denar v tem negotovem okolju. Nekateri analitiki imajo različne napovedi, nekateri niso tako optimistični, kot marsikateri, ki je trgovalec, ki mora biti bikovsko razpoložen. Ne vem, ali si ti bikovsko razpoložen? Trenutno nisem. Moje osebno stališče trenutno, bom rekel, da še nikoli nisem bil tako defenzivno naravnan na trgi, se pravi, da sem zelo malo izpostavljen naložbam, najmanj po mojih 10 zadnjih letih, ne rečem tako, da ne bom predolgo šel v zgodovino, se pravi, najmanj, da sem izpostavljen delniškim ali pa kakršnikoli drugim naložbam v zadnjih 10 letih. Zdaj, to je malo botrovalo z dinamiko dela in dosega in pa tudi povezano valjda z tem, kar se dogaja po celem svetu. Mal sem dejansko zdaj, ko so začele leteti rakete, malenkost, bom rekel, čisto po polici, mal zgubil ta bias, zato ker je tukaj enega outcoma možnega, ali bo šlo dejansko res prebil, pa šlo navzgor, ali bo šlo to navzdol, ali se bo vse razsul, ali bomo dejansko tlec cepetali na mesto, da v takih časih je mogoče kak teden, 2, 3 mesec počakati, da vidiš, kam se začne premikati dejansko velik denar. Pa nič se ne zamudi na končni fazi, no, tudi če malo si vzameš kako pauzo vmesno. Teda trenutno, če se navežem nazaj, pozicije ostanejo take, kot so bile v lanskem letu. Moje 4 glavne bom rekel, sektorje pa industrije pa geografijo, dejansko tja, ker sem bil usmerjen, nisem kaj dosti spremenil in tudi zdaj trenutno ne da bi rekel, da sem spremenil mnenje, to ne, še vedno ostajam pri istih, ampak nisem pa bil aktiven. Tako da zdaj tisti, bom rekel, ko si omenila, da sem trgovec, pa to zadnje mesece, tedne nisem tukaj aktiven. Se si lahko tudi ti vzameš pauzo. Se statistika pa tudi ni trgovalcem prav preveč naklonjen na način. To vemo, ne. Ampak zdaj sem imela zelo dobro debato z Hribarjem Blažem na temo obveznic. Obveznice postajajo kar zanimiv naložben razred. Marsikdo sicer mogoče ne pogleduje po obveznicah, ker jim je ta naložben razred mogoče malce tuj, ampak kratkoročne obveznice pa znajo mogoče biti zdaj zanimive za tiste, za take, kot si ti recimo zdaj mogoče, ki ne želi biti prav preveč izpostavljen delniškemu trgu, ne?
Ja, točno to. In vse to se pozna v bistvu na cenah, na premikih obvezniških trgov, kam gre denar. Ne? Prav zato so v bistvu namenjene za ta negotov čas in tudi defenzivne naložbe na ta način dejansko pridobivajo na vrednosti. In ja, bi jaz rekel, da čisto logičen premik. Če nimaš nekega biasa proti agresivnim naložbam, pač iščeš neko zavetje in zato pač te, bom rekel, naložbe pridobivajo na vrednosti v zadnjem času. Zdaj, obveznice ne bova danes obdelala, ker sem jih že v prejšnji epizodi z Blažem. Itak o obveznicah bomo še govorili, ker se mi zdi, da recimo za tiste, ki želijo parkirati denar nekam za neko kratkoročno obdobje, tako da pač ta vihar mine, so lahko dobra rešitev. Ampak vseeno, ko govorimo o viharnem obdobju, so pa tudi naložbe, kot so recimo zlato, ne, lahko zanimive in za marsikoga dejansko zlato je tudi zanimivo. Konec koncev je zlato prebil rekordne ravni, zdaj trenutno je malce pod rekordom na skoraj 400, 350 nekaj takega dolarjev za trojansko unčo. Pa me zanima tvoj pogled na zlato, kaj misliš, da se bo dogajalo s ceno zlata. Zdaj tukaj se nekateri špekulirajo, ravno pred parimi dnevi sem brala en članek, da ne bi cena upadla pod $3000 za trojansko unčo. Kako ti razmišljaš o zlatu? Jaz sem dejansko bil kar precej bullish na zlato, če tako rečem, zadnjo leto pa pol, skoraj 2 leti dejansko tistih nivojev, dejansko rekel 1600, nekje sem ga začel res pozorno spremljati pa nalagati, ko je bil ta tehnični preboj nared, descending triangle, tega jaz kar pogosto, bom rekel, uporabljam pri svojem trgovanju. Poleg tega se je takrat začel ta, bom rekel, mal geopolitični pretres, poleg tega so začele centralne banke dokupovati zadevo, hoteli so to, bom rekel, dedolarizacijo izvajati in se začeli nakupi dejansko zlata poganja ceno navzgor. Takrat je bil res ta lep break, potem druga, bom rekel, taka psihološka meja bila tista $2000 in od takrat naprej smo mi prišli v ta nek, bom rekel, res izrazit bullish trend, ki je zdaj ponesel zlato nad 3300, kot si sama omenila. Jaz mislim, da se cena tukaj ne bo še zaustavila. Prvič zato, ker še nisem videl unga impulzivnega premika navzgor, tistega zadnjega stadija, ki ga vedno dejansko nekje v nekih največjih pikovskih trendih pač pričakuješ, da se konča. Se pravi, ponavadi se konča z nekim izrazitim, bom rekel, premikom cene navzgor na bom rekel, tedenski ravni, dnevni ravni. Te so izraziti taki bullish candli, ki dejansko pomenijo naslednji premik navzdol in tega še nismo zaznali na zlato, tako da jaz mislim, da še to ni zadnja najvišja cena. Tudi če pride do nekega upadca pod 3000, naprimer, bi bil to nek, bom rekel, tehnični buy moment. Jaz sem sicer neke podpore tu nekje okoli 2600, pa 2400 potem, pa 2800, se pravi te 3 nivoje, naprimer, pri meni bi sam pomenil, da bi dokopal pozicije, ne pa da bi izhajal iz pozicij. Vse dokler se fundamentalno ne spremenijo spremembe na trgu, se pravi, vemo, zakaj zlato raste, imamo geopolitiko, imamo dolar vpliv, imamo centralne banke, nakupe, se pravi, vsi konflikti se bi mogli nehati, dolar bi mogel pridobivati na vrednosti in pa, bom rekel, politika Feda pa ECB-ja bi se mogli drastično spremeniti, kaj pa trenutno vse v rokih 6 mesecih tega ne vidim. A lahko tukaj vseeno omenim raziskavo Citija, ker pravijo, da bo cena upadla pod 3000, oziroma oni celo pravijo $2500 do $2700 za trojansko unčo do druge polovice leta 2026, se pravi, ne bi v bistvu ta cena v bistvu se vrnila nazaj na 2500-2700 v drugi polovici leta. Glavni razlogi so pa šibkejše povpraševanje po naložbah, izboljšanje globalnih gospodarskih obetov in znižanje obrestnih mer ameriške centralne banke Fed. Videli smo, obrestne mere ostajajo zdaj na istih ravneh, ampak vseeno so pa do konca leta neke napovedi, da ne bi se zgodila 2 reza še do konca leta. Ja, res je. To je kar, bom rekel, dolgoročna napoved, kar si zdaj omenila, vse kar se meni tiče, se pravi drugo polovico 2026, lahko se veliko zgodi. Tako da tudi na zlata, naprimer, ja, čisto možen premik, ampak jaz gledam dejansko res leto za 6 mesecev naprej, 7 mesecev naprej. In to, kar se omenila, Fed je, malo bom rekel, na stand-byu, 2 reza ali pa 1 rez bi se ne zgodil do konca leta, september, oktober nekje, če seveda bojo z tarifami, z geopolitiko vse ok, pa s podatki iz ekonomije. ECB je tukaj bil malo bolj agresiven pri svojih rezih, ampak vse to vpliva dejansko res na ceno zlato, tako da do konca leta se lahko še marsikaj zgodi, bom rekel.
Tudi lepo si povedal, da v bistvu te ceno nekako podpirajo tudi nakupi centralnih bank. Centralne banke so se kar masovno odločile, da bodo investirale v zlato. Tudi mislim, da je Poljska centralna banka podarila nek rekord. Ja, tukaj so, bom rekel, glavni so valjda Kitajci, Indijci, Turčiji, Kazahstanci. Tle grejo dejansko res iz teh svojih dolarskih rezerv so dejansko iskali neka druga zavetja in pač je dejansko zlato ena taka alternativa. Ne. Gre za čisto diverzifikacijo deviznih rezerv, bom rekel, stran od dolarja. No. Ampak zlato je v dolarju. Ja, je, ampak dejansko je menjalno, dejansko ni dolar za dolar. Če bo prišlo do neke eskalacije, ki smo videli, kaj se je z Rusijo zgodilo, pa z njihovim dejansko deviznimi rezervami, ki se je pač kar naenkrat zasegli. Ne. Se pravi, mogoče se te centralne banke iščejo neko zatočišče, da lahko bojo išle iz svojih deviznih rezerv, če se bo karkoli zgodilo na tem nivoju. Kar je pa dejansko pozitivno, pa kar tudi vpliva na konstantno rast zlata, je pa to, ne, da se nakupi centralnih bank ustvarjajo dejansko neko trajno popraševanje, ne? In zato devajo neko trajno podporo cenam. Se pravi, to niso impulzivni nakupi, ampak so dejansko periodični nakupi, tedenski, mesečni, kvartalni, ne? In skozi povorožajo nek pressure na ceno marketa, ne? Kar se tudi lepo vidi na volumnih, pa dejansko na grafu to lepo zvezno poteka. Če zdaj potegnemo, ne vem, zadnje 2 leti ven, kar se dogajalo, naprimer, ne? Ni bilo nekih impulzivnih nakupov, razen teh zadnjih, bom rekel, zadnjih 3 mesecih, naprimer, nekaj cena res ekskalirala iz 2200 na 3,5 dejansko res v zelo hitrem času. Ne. Naš kolega na Bloomberg Adri je pa tudi v bistvu preveril, koliko ima Banka Slovenije zlata. 3,2 tone zlata je v začetku leta vrednih 257 milijonov evrov. In v bistvu so tudi povedali, da hranijo zlato nekje zunaj, se pravi, lokacije pač itak ne morejo razkriti, ampak nimamo to. Ja. A so kaj, tudi podatek, a so kaj povečevali ali pa zmanjševali, kaj se dogaja s to zalogo? To pa ne vem natančno, ampak kot gledam, samo vrednost zlata v lasti Banke Slovenije raste, ampak to je zaradi tega, ker sama cena zlata raste. V glavnem, pa te bom tako še vprašala, ko govoriš ti, da si kupoval zlato, kako kupuješ zlato? Čisto finančno, dejansko res. To so finančne pozicije na borzah, ali greš prek kakšnih ETF, ali greš prek CFD, ali greš prek kakšnih futures pogodb. Na te načine, se pravi, fizično zlata jaz nisem kupoval. Je pa tudi možno kupiti fizično zlato prek ETF-a oziroma tudi v koncu koncev preko Bullion Vaulta. To so te sefi, ki v bistvu ti kupaš fizično zlato, ki je shranjeno v nekem sefu v Zürichu, New Yorku, Singapurju in tako dalje. Je pa tudi cena zelo blizu borzni ceni. Poznaš to? No, dejansko ne, jaz sem sam te dejansko inštrumente, ki pač pol dejansko krijejo oziroma prikazujejo, da imajo dejansko fizične zlate pozicije v nekih sefih, ja, prek ETF-a. Ja. Se pravi, kupuješ v bistvu ETF, ki investira v fizično zlato, tako, ali mogoče kupuješ tudi ETF-e zlatih rudnikov? Ne, nočem se izpostavljati, bom rekel, rudnikom, mogoče zaradi mojih slabih izkušenj s temi pozicijami iz mladostniških let, bom rekel, ker sem bil bolj, bom rekel, še malo bolj agresiven, kot sem zdaj, in sem predvsej teh rudnikov imel po portfelju takrat, ampak realno pa po prici povedano, mislim, da 8 od 10 je prej bankrotiral, predno sem karkoli realiziral. Je treba paziti, ne, pri teh investicijah. Res je, to je čisto, ker dejansko imaš pa tukaj 2 vidika, ki ga moraš spremljati. Prvič je poslovanje samega rudnika, pa ponovadi te zlati rudniki niso samo zlati rudniki, še kaj mogoče kaj drugega zraven, ne. In vse to vpliva dejansko na samo ceno delnice teh rudnikov, ne. To je, da imaš 2 vidika, moraš spremljati in zlato in moraš spremljati še rudnik in poslovanje rudnika, ne. Tega pa nisem dejansko tukaj posvečal, ne. Kako pa, a spremljaš tudi srebro? Predvidevam, da spremljaš srebro, o tem so tudi govorila v prejšnjih epizodah. Kaj si misliš o srebru? Ti je zanimiva kot naložba? Srebro dejansko je moj, že od lani, naprimer, je to dejansko moj best buy bil. Še vedno stojim za tem, da srebro je naložba, ki ena izmed redkih, bom rekel, ki jih jaz vidim na marketu, ki še more
kar precej pridobiti, da bo vse malo nadoknadila druge podobne zadeve ali pa naložbe. Tako da jaz pričakujem še kar precej od srebra. Zdaj, bom rekel, v zadnjem 3-4 mesecih je začel pokazati malo te svoje zobene in je prvo tiste odpore, bom rekel, prebil. Jaz sem imel zrisane nekje na $35 za unčo, zdaj smo že prek 36. Srebro je zanimivo, meni je, spremljam ga že dlje časa, in mogoče za tiste, ki ne vejo, srebro je eden redkih assetov, ki še ni na all-time high. Zdaj, ta all-time high je dejansko bil, bom rekel, dvakrat, prvič v tistih 70 letih, ko je prišlo do ene manipulacije trga, drugič pa dejansko v letu 2009, glih takrat 2010, bom rekel, v tisti finančni krizi, ko je dosegli tistih $50 za unča. Ja. Se ga zdaj potegnil, 2011, točno aprila imaš prav. 2011, zdaj še dejansko nismo niti približno tam. Tukaj bi mogoče začel eno usporednico, bi potegnil, da bi prav razumeli srebro, imamo seveda ta fundamentalni vidik, zakaj srebro ga uporabljamo, to je precej drugačna naložba od zlata, tehnični vidik, pa najprej bom rekel, najbolj pomembna je pa ta korelacija med srebrom pa zlatom. Naprimer, to je eden tudi grafov, ki jih jaz pozorno spremljam, se pravi ta gold-silver ratio, ker je v bistvu čisto enostavna zadeva, se pravi, pogledaš dejansko zgodovino za nazaj, tudi če bi pogledali za 100 let nazaj, ta graf obstaja. Graf je čisto enostaven, cena zlata deljena za ceno srebra. Če bi potegnili graf za več kot 50 let nazaj, bi videli, da je bilo razmerje nekje okoli 15 in potem je konstantno počasi skozi leta naraščalo. Zdaj smo mi prišli na dejansko ta ratio okoli 92, bil je že dejansko v zadnjem mesecu že na 100, pa se zdaj spet malenko znižal. Zdaj, kaj je zanimivo pri tem ratio, pa bom najprej ta tehnični vidik vzel. Ta ratio raste v zadnjih 100 letih dejansko zvezno in dejansko povzroča tehnično gledano nek naraščajoči trikotnik. Vsi tisti, ki se malo bolj spoznajo na tehnično analizo, pa tudi tisti, ki ne, če bojo pogledali v vse te tehnične analize, pa traderji, ki to zelo dobro, bom rekel, poudarjajo, kaj pomeni ta tehnični, bom rekel, naraščajoči trikotnik, nek ascending triangle se temu v angleščini reče, pomeni, da se dve linije konvergirajo in slej ko prej boste prišli do nekega, bom rekel, zaključka oziroma nekega, bom rekel, premika skupaj. In takrat se cena ponavadi zlomi navzdol ali pa navzgor. In to je en zelo, zelo močen tehnični vidik. Ascending triangle je v zelo velikem odstotku statistično gledan bearish, se pravi, veliko te pride do zloma navzdol, ko pa do, bom rekel, do continuation pattern, se pravi, do naraščajočega trenda naprej navzgor. Se pravi, ko bo ta trend prebit navzdol, takrat bo začel srebro proti zlatu pridobivati. In to je tak en moment, ki se oblikuje zdaj res izrazito že zadnjih par let in smo dejansko zdaj v nekem sredini tega trikotnika. In kar pomeni, če smo v sredini, pomeni, da trenutno ni biasa navzgor pa navzdol, ampak gre zvezno za zlatom. Se pravi, če gre zlato gor, bo šlo tudi srebro gor. Dokler se ne prebije ta linija navzgor pa navzdol. In naprimer, ta trend jaz trenutno gledam. Pol, naprimer, čist bom fundamentalno povedal, srebro je valjda industrijska commodity, se pravi, mi ga uporabljamo v industriji. V zadnjih letih precej več zaradi electrical vehicles, zaradi solar panelsov, se pravi v tej industriji, ko so v zadnjih letih precej napredovale. In naprimer industrijsko povpraševanje po srebru, naprimer, se vsako leto povečuje in 4. leto zapored dejansko je povpraševanje večje od ponudbe. Se pravi, mi smo tukaj zdaj dosegli nad marketu, da dejansko ponudba začela že, bom rekel, zaostajati za samim povpraševanjem in to je za 4 leta zapored. Po zadnjih podatkih. In ta primanjkljaj, naprimer, je letno cirka 150 milijonov unč, kar pomeni 10-mesečna globalna proizvodnja. Se pravi, mi smo z nekim 10-mesečnih zaostankov, če bi hotel dejansko to na hiter, bom rekel, dobaviti na market, kar pomeni, da bomo slej ko prej prišli do nekega shortagea na ponudbeni strani in vsi vemo, kaj se zgodi, ko pride na šoku na ponudbeni strani, dejansko cena začne eskalirati. In to, naprimer, je en tak moment, ki ga jaz spremljam. In drugo, naprimer, kaj sem še
dejansko čist, ko sem že neko navezal na začetku, naprimer, ne, je eden redkih assetov, ki zaostaja za rastjo, bom rekel, drugih zadev. Ne. Tudi če bi samo inflacijo upoštevali, naprimer, ne, moramo vedeti, da je če bi zadnjih 30-40 let upošteval, ne, ko je bil srebro tem okoli $10-20, ne, bi ta cena mogla biti precej višja, naprimer, ne, kolikor sedaj, ne. Ali pa tudi, če bi gledal, naprimer, iz leta 79-80, ko je bila cena $60, takrat, ko je bil tisti prvi all-time high dosežen, ne, če bi to od takrat naprej za inflacijo upošteval, bi mogla biti cena zdaj že več kot 150. Ne. To so tako samo ene take, bom rekel, momenti, ki jih spremljam, ne, in srebro vrščam dejansko visoko v moj portfelj. Ne. Tudi tehnično, naprimer, mi je zelo čudovit in trenutno, se pravi, vidim, da bi cena lahko migrirala nad $50. Teda se mi zdi eden takih, ki ga je vredno imeti na, bom rekel, na oči. No. Naprimer, nekje v 26-27, naprimer, bom rekel, za eno leto naprej, ker vemo, te eksponentni premiki na koncu se lahko zgodijo tudi na tedenskih intervalih. To je bilo res eksponentno, če gledam tistega 2011, naprimer, je bilo v 3 mesecih se dejansko skoraj vrednost podvojila. Ne, ne pričakujem takih izrazitih dvigov, ne. Ampak vseeno pričakujem nekako bolj konstantno rast nad 50, rečemo, da v roku enega leta, leta pa pol. Zdaj, isto vprašanje kot za zlato, kako pa to kupuješ, srebro? Isto, ali prek nekih CFD, ali prek nekih ETF-ov, ki imajo zadnji fizično zlato. Tak, ja. Kolikšno izpostavljenost, recimo, v celotnem portfelju? Jaz mislim, da pri trenutnih situacijah, ko dejansko delniški indeksi so nekje, bom rekel, na takih nivojih, ko so pa niso zanimivi, ne, mi je srebro res zelo zanimiv, pa bi bil tudi 20% delež, pa 25% delež, 20% v nekem, bom rekel, deležu agresivnega portfelja. Ne. Zdaj, če gledamo nekih finančnih naložb, ne, bi šel noter za zlatom pa srebrom z lahkoto. Na lastno odgovornost, to ni bil finančni nasvet. Ja. Veliko se je govorilo tudi o platini. Kaj si pa o tem misliš, kaj je tudi v bistvu na rekordnih ravneh? Platino spremljal sem jo, bom rekel, par let nazaj res izrazito, potem sem jo pa začel manj spremljati, ker nekako nisem našel tiste prave korelacije med mojim načinom trgovanja pa med, bom rekel, trgi, ne. Tako da realno res nisem gledal, ne. Vidim, da je zdaj na grafu res lepo, bom rekel, poskočila smo skoraj 30% zadnji, res lep skok, ne. Sicer tak impulziven, ne. Ampak ja, težko bi rekel zdaj v tem trenutku, kaj bo trovalo temu, gre seveda za neko plemenito zadevo, ampak premalo sem spremljal v zadnjem času. No. A greva kar na kripto? Tukaj se zelo veliko dogaja. Pred dnevi je bil sprejet ta zakon o stabilnih kovancih, tudi nekatere kriptodelnice so kar precej poskočile, kot je recimo Coinbase, ki tudi uvaja nek nov način plačevanja s stabilnimi kovanci, potem tudi Circle je tudi IPO se zgodil, ki je tudi cena v bistvu kar dobesedno poletela, tako da vidimo, da se nekaj dogaja tudi na kriptotrgu. Bitcoin vidimo, da je pri rekordni ravni ni še v bistvu prebil tisto rekordno, ki je bila cena, koliko je 111,000, ne? Je bila trenutno je pri 106,000. Kako gledaš, recimo, dajva se fokusirati najprej na Bitcoin, pa bova pa pogledala še mogoče malo druge kriptovalute? No, glede na to, da sem res ta tehnični, bom rekel, analist, ne, pa da so mi grafi blizu, ne, bom najprej sam opisal, naprimer, kaj na grafu vidim, ne, pa kaj mi graf prikazuje, ker iz tega lahko potegne pol vzporednice tudi za to, kaj se nam, bom rekel, kot neko temeljno analizo dogaja na kripto. Ne. Ampak rečemo, da je tukaj zdaj smo imeli nek res lep trend. Zdaj smo prišli v neko konsolidacijo med 104 pa rečemo, da $110, ne. Smo, bom rekel, nekje na 50-dnevni drsečem povprečju, smo pa tudi dejansko nad 200-dnevno povprečju EMA, kar je dejansko res en tak močen še vedno support, ne. To se giblje nekje na 105
tisočih dolarjev. Ne. In, naprimer, nad to ravnjo se drži nek bikovski, bom rekel, trend, ne. Da karkoli je nad tukaj, gre na neko tipično konsolidacijo, daleč od tega, da bi bila neka sprememba trenda, ampak kvečemo nadaljevanju trenda, ki ga gledamo. Ne. Se pravi, tudi drugi indikatorji od RSI-ja, MACD-ja, ki jih je spremljam, dejansko so nad 50, bom rekel, točkami, kar pomeni nekako, bom rekel, bikovsko razpoloženje, pozitivno razpoloženje, in vse kaže na to, da bi dejansko lahko cena šla navzgor. Samo sekundo, omenil si indikatorje, lahko še enkrat ponoviš, kateri indikatorji to spremljaš? Čist, bom rekel, enostavni za spremljavo, naprimer, da bojo lahko, bom rekel, vlagatelji, pa da se niso neko, bom rekel, preveč tehnično podkovani, da lahko spremljajo trende, naprimer, ne je RSI pa MACD, naprimer, se pravi neki Relative Strength Index, ne, pa Moving Average Convergence Divergence, naprimer, čist zadosti, ne, za razlago. Jaz jih imam tako pod grafom lepo, da vidim, kje so, bom rekel, neke prenakupljeni ali pa dejansko, bom rekel, neke preprodani položajne. In, naprimer, to trenutno kaže, da imamo nekje podporo pri 104-105 tisoč dolarjev, nekje konsolidacija okoli 200 moving average, ko sem rekel, psihološka meja, naprimer 100 tisoč nima nekega, bom rekel, tehničnega večjega vrednosti, kot neka podpora, ampak bolj psihološko, bom rekel, podporo, se pravi, da bi to pomenil nek premik v psihologiji navzdol in bi to bolj nek bearish moment, drugače pa ni nekega posebnega, bom rekel, podpore. Kar je pa zelo pozitivno, je pa tudi, naprimer, da so volumni zelo visoki, ne, mi imamo cirka 30 do 40 milijard dnevno prometa, ne, kar pomeni, ne, da to seveda majhni vlagatelji ne morejo prispevati temu, kar pomeni, da so na drugi strani institucionalni vlagatelji, tisti, ki so prisotni na trgu. To se pa navezuje dejansko na to, kar si že na začetku omenila. Se pravi, ta institucionalni vidik, bom rekel, večjih igralcev iz Wall Streeta, ki se je v zadnjem času seveda poglobljeno spuščal v kriptonaložbe, ne, se povečuje. In to je, naprimer, en tak tudi pozitiven vidik, kje smo mi trenutno, čeprav izgleda, da se trg nikamor ne premakne, ne, v ozadju dejansko se dogajajo stvari na pozitivnem nivoju, bom rekel, ne daleč tega, da bi bil neko bearish razpoložen, ne. Tudi, če bi zdaj pogledal, naprimer, od začetka snemanja si omenila dejansko bom rekel, Izrael, Iran, že v prvem reketiranju med tema dvema državama dejansko je Bitcoin potem začel pridobivati neko na vrednosti, tako da mogoče te konflikti niti imajo toliko vpliva na samo gibanje, ampak bolj ta konsolidacija, ki se dogaja v ozadju, ne glede na to, kaj se dogaja trenutno v geopolitičnim ravni. Zdaj, nekateri analitiki vidijo do konca leta nadaljnjo rast cene Bitcoina, nekateri celo špekulirajo do 200 tisočakov, ta je kar malo huda, ampak recimo tam v povprečju sem pa zaznala, da tam okrog 120 do 150 tisoč dolarjev za Bitcoin. Kako pa ti gledaš na to do konca leta? Jaz imam eno črto, že zrisam že kar precej časa nazaj in je bila na 125. Teda, do konca leta? Ja, nekako rečemo, da sem imel letos target nekje 125. Tu nekje bi naprimer, čisto mogoče pri teh cenovnih nivojih, pa pri tem, kar vidimo na trgu, hitri premiki so seveda v eno ali pa drugo stran čisto mogoči, to, kar smo že precej vajeni na kriptotrgu, ne. Je pa tudi res, ne, da karkoli mi nadgrajujemo nad prejšnjim vrhom 111-112 tisoč dolarjev, ne, pridemo v nek no man's land teritorij, kar pomeni, da navzgor pač nimamo nobene linije ali pa, bom rekel, volumna ali pa kakšnekoli premikov, na katerega bi se lahko osredotočili, kje bi lahko bile neke odpore ali pa podpore ali pa karkoli. Tako da tukaj tehnične analize v neki oscilaciji cen nad najvišjimi vrhovi so ali pa niso točne, no, so bolj predvidevanja za naprej, ne. Tako da, je pa naprimer, tako. Ja. To bi bila, naprimer, taka, bom rekel, logičen premik še iz tega, vse karkoli bi bilo pa več, bi bili pa neki impulzivni premiki, ki bi dejansko lahko pa se tudi obrnali navzdol.
glede na to, da so res negotovi časi, pa nekateri spet analitiki špekulirajo, da v primeru, da bi prišlo do povišanja inflacije, do nekih nadaljnjih geopolitičnih trenj, mogoče še regulacije, kriptoregulacije, da bi lahko pa cena tudi upadla. Nekateri celo vidijo, da pod 93.000. Bitcoin je že večkrat v zgodovini pokazal, da so premiki 50 ali pa 60 ali pa celo 70% v minusu posebno mogoči, tako da mene ne bi nič več presenetili na kriptotrgu, ker sem že dejansko res tukaj doživel teh padcev, da čisto mogoče. Res, celo krepko pot, bom rekel 90 ali pa 80, mene ne bi nič presenetili. Okay, pa te bom še zato vprašala, glede na to, da sem te za zlato pa srebro, kako pa kupuješ Bitcoin? Prek crypto exchange. Se pravi, direktno investiraš v Bitcoin. Ja, direktno. Kaj pa si misliš o napovedani davčni zakonodaji, ki predvideva obdavčitev kriptovalut, vključno z Bitcoinom, za katere nekateri menijo, da je to v bistvu valuta in da ne bi smela biti obdavčena in da to ni špekulativna naložba? Osebno se mi zdi v redu, da se dokončno doreče, kaj je prav, pa kaj ni, pa na kak način se dejansko to obdavčuje. Se pravi, gre za to, da imamo trenutno neko še vedno neurejeno področje. Iz tega vidika se mi zdi v redu, da se to dejansko postavi zdaj v en koš, pa se reče, ok, to je zdaj nek asset in za ta asset dejansko moraš pač plačati nek davek. Se strinjam s tem, ne. Zdaj na kak način bo to obdavčen, to je zdaj že drugo vprašanje, ne. Ampak je treba dejansko poenotiti z drugimi finančnimi naložbami, ki jih imamo, ne, v Sloveniji, ne. Jaz sicer sem mnenja, seveda, ker pač osebno vseeno mislim, da imamo previsoke davke, da bi bili ti odstotki čim nižji, pa dejansko, da bi še zato, da bi spodbudili še večje nakupe, dejansko mogoče delnic, da bi še znižali obdavčitev na delnice in obvezno na finančne derivate, ne, ki so itak unikum na svetu, ne, za 40% obdavčitvijo, mislim, da smo na prvem mestu. Ampak vse to mislim, da je v redu, da se začne pogovarjati o tem, da tudi kripto pride na neko, bom rekel, obdavčljivo raven, ne. Zdaj, kak odstotek pa upam, da čim nižji. Zdaj, omenil si izvedene finančne inštrumente, tudi sam si rekel, da srebro pa zato kupuješ tudi preko CFD-jev. Ja, trenutno obdavčitev je 40%, ampak z novo davčno zakonodajo ne bi se pa znižalo na 25%. Jaz se pa s tabo strinjam. Jaz mislim, da bi mogli znižati vse davke. Pač ni bilo neko logično, zakaj bi plačal več davka, če več tvegaš. Je rekel, minister za finance je rekel, da izvedeni finančni inštrumenti, da so celo manj tvegani kot pa same kriptovalute in da ne morejo biti v bistvu kriptovalute neobdavčene, izvedeni finančni inštrumenti pa obdavčeni. Skratka, to je debata, ki je never ending in mislim, da tudi marsikateri naš poslušalec itak nismo zadovoljni vsakič znova, ko poslušamo o nekih novih dajatvah in prispevkih, ki jih bomo s 1. julijem tudi plačevali za oskrbo, dolgotrajno oskrbo, tako da še ekstra obremenitve naše plače, pa so pa še naši prihranki oziroma naše investicije toliko obremenjene z davki, absolutno mi je to too much, tudi meni, honestly. Čeprav marsikdo misli, da sem jaz ful za obdavčitev, ampak jaz absolutno nisem za obdavčitev, sam to, ne, da si razčistimo. A greva mogoče vsem pogledati še malo pod Bitcoinom, altcoini, kje smo z altcoini, kaj se dogaja z altcoini. Vidimo, da se je tudi tržna kapitalizacija Ethera kar nekaj znižala, zdaj to razmerje Bitcoin, Ether, ne, tukaj vidimo Bitcoin 64%, medtem ko Ether 10%. Kako gledaš na te altcoine? Vidiš kakšno zanimivo priložnost za investicijo? Ja, naprimer, ko si sama omenila, takoj, naprimer, ko omeniš altcoine, grem pogledat, naprimer, Bitcoin dominance chart, ne, se pravi market cap Bitcoina, ne, in ta je dejansko v nekem pozitivnem trendu že od leta 2022. In zdaj, ker pač ta raste, pomeni, da pač likvidnost crka iz altcoin marketa in gre se seli v Bitcoin, kar pomeni, da pač tudi če ne bi nobenega alta pogledal, bi videl, da pač verjetno oni padajo ali pa stagnirajo, ne. In ja, Bitcoin dominance se ne ustavlja, dejansko zdaj smo že na 65%, ne, kar so dejansko nivoji iz leta 2021. In to povzroča, da pač altcoini stagnirajo oziroma celo padajo, ne. Teda osebno
čisto po pravici povem, sem pričakoval naprimer več od altcoinov letos, ampak se mi zdi, da še nič ni zamujenega, ne. Jaz osebno mislim, da še morajo dejansko vse te večji, ki imajo neko fundamentalno vrednost v zadnjo, ne, imajo večje market cape, naprimer, ne, bi mogli nadoknaditi neke te rasti, ki so jo dejansko zamudili, ne. Ker če gledamo zadnje 3 leta, je bilo pač dejansko najboljše imeti Bitcoin v lasti ali pa, malo, bom rekel smešno, ampak kak memo coin, ne, ki pač nima nobene, vse jaz ne vidim nobene fundamentalne vrednosti, kakor se temu izražam, ampak dejansko govori to, ne, ali imaš full smart money na marketu, ne, ki pač vlaga v Bitcoin, pač tu grejo noter institucije, ne, ali pa imaš na drugi strani vse tiste, ki so res iger, željni, hitrih zaslužkov, so iskali te ultra small cap, memo coine, novo nastale kovance na chainih, Solane in podobnih, ki so eskalirale par 1000%, ne. Vse, kar je bilo vmes, ne, pa dejansko ni bilo v fokusu, ne. In pač to se pozna na cenah vseh večjih altcoinov, ki dejansko niso nič naredile. A pa kakšen special altcoin gledaš mogoče, spremljaš, si investiran mogoče v kakšen altcoin? Ja, spremljam vse, bom rekel, te velike chaine, od valjda Ethereuma, Linka, Avaxa, Sui, naprimer, Sonic, vse te, bom rekel, ki se mi zdi, da v zadju neki Ripple, seveda, kako da ga ne bi pozabil. Vse te, ki v zadnji se mi zdi, da neki delajo korak naprej, da imajo velike time za sabo, ki dejansko prinašajo nek development na market. Vse te se mi zdi vredno spremljati, ne. Zdaj, je pa res, da kar opažam zadnjih 6-7 mesecev, ne glede na to, kaj posamezen tim sproducira pa announsa na marketu, ne, cena temu ne sledi, ne. To je tisto, kar je pač prišlo do neke spremembe na trgu, tega včasih ni bilo, se pravi, pred tem je bilo tako, da če je, bom rekel, nek kriptoprojekt naredil nek stage naprej, nek novo objavo, je cena vedno reagirala. Zadnjih, bom rekel, 6-7 mesecev pa tega ne vidim, ne, se pravi, tudi če pride do neke nove objave, nekega sodelovanja. A se lahko še mi da ostava vse malo par kriptu in sicer kriptomenjalnicah? A me slišaš? Coinbase. Coinbase je poletel. Skoraj vsak dan, zdaj, ko gledam, je skočil za 10-15%. In seveda vprašanje je, zakaj, kaj se dogaja. En razlog je zagotovo ta sprejem, senat v Ameriki je sprejel zakon o stabilnih kovancih, a ne? To je na eni strani, na drugi strani pa Coinbase ponuja tudi storitve plačevanja iz kriptodenarnic, oziroma bodo to ponudili, in s tem v bistvu hoče nekako zaobiti kartična omrežja, kot so Visa in pa Mastercard. Zdaj, na eni strani imava Coinbase, ki ful pridobiva, na drugi strani imamo Visa in Mastercard, ki praktično vsak dan zgubite po 4-5%. In tukaj se zdaj ti kot vlagatelj vprašaš, seveda Visa in Mastercard absolutno iščete rešitve, kako sodelovati z nekako izkoristiti ta zakon tudi v svojo korist, in iščete neke rešitve. In mislim, da sem nekje prebrala, mislim, da je bilo na Bloombergu, da v bistvu nekateri analitiki celo priporočajo nakup Visa in Mastercarda, zdaj, ko sta v bistvu nekoliko potlačena. Kako ti gledaš na vse to dogajanje okrog stablecoinov? Definitivno se neki premiki dogajajo in bom rekel predvsej pozitivno smer, da je to postalo neko globalno sprejetje tega. Zato se tukaj dogaja na trgu in zato tukaj market reagira na take pozitivne novice. No, ravno gledam na Coinbase, res lepo zgleda čart, ne. Zdaj počasi se bomo vrnili na tiste izhodišča vrednosti, ki je prišel dejansko na exchange iz leta 2021, ne. Praktično nadomestil vso izgubo v prvih 2 letih, zdaj v zelo kratkem času, ne, teda zelo pozitivno, ne. V bistvu, ko si pa Vizo omenila. Dej ostane še malo pri Coinbase-u. Zdaj je res prdobo, se pravi, kar nekaj procentov, zdaj ne vem točno koliko, 20% v parih dneh, ne. Pa da mi povej, recimo zdaj, ko vidimo to lepo rast, ne. Kako bi se ti odločil, a bi šel v investicijo,
Coinbase ali se ti zdi, da mogoče zdaj ne? Čisto v bistvu enostaven odgovor. Coinbase ima zelo bullish, bom rekel, chart nad $340. Se pravi, to so vrhovi iz decembra 2024, ki jih je pač dosegel. Se pravi, v zadnjih 6 mesecev nazaj praktično, ne. Preboj tega bi dejansko pomenil nek continuation pattern, kar pomeni, da bi cena lahko eskalirala nad zadnjimi vrhovi. Trenutno je, bom rekel, precej bullish na higher time frame-u. Dokler pa ne prebije 340, se pravi, to je tisti vrhov iz decembra, ki sem jih omenil, ne. Jaz ne bi vstopil v poziciji po teh zadnjih skokah, ne, sploh ne v včerajšnjem plus 16 spet, ja. Teda trenutno ne bi, ampak če pa prebije zadnje vrhove, pa potrdi trend, potem pa vsekakor zgleda zanimiva investicija. Se pravi, vrh je bil pa rekel pri $340, ne? Ja. Se pravi, ti bi čakal, da prebije vrh $340 in potem kaj se bo... Tako je, ponavadi se zgodi tako, da prebije, se pravi, zadnji vrh in če ga prebije z, bom zdaj rekel, inside barom, ne. Se pravi, inside bar, tisto, ko si bo zrisal svečnike, če prebije za celim bodyjem svečnika, zadnjo, bom rekel, odporno linijo, ki je zdaj trenutno 341, pa če predere to z inside barom, ne, se pravi ne sam z vikom, pomeni dejansko, da je bil ta bullish moment dosti velik, naprimer za continuation pattern, se pravi za nadaljevanje trenda. Če bi takoj se bo videli na dnevnem pa na weekly chartu, ne, če bo prebil naprimer te prvič na dnevnem, prvič na dnevnega jaz ne grem nikoli v trade, ampak počakam dvodnevnega, se pravi, da 2 dni zapored ostaja nad 340 linijo, pride dejansko v zelo velikem procentu, 80-90% do testa nazaj supporta, se pravi, gre na 345, 350, se potem obrne navzdol na 340, še enkrat suportira dejansko podporno linijo in potem še enkrat odbija navzgor in takrat greš v pozicijo, ne. Se pravi, ne greš v pozicijo na dnevnem ali pa na 4-urnem grafu, če se on dotakne 340 ali pa 345, mora priti dejansko do potrditve trenda. Trend je pa potrjen, če je velik, še enkrat ponavljam, če je velik inside bar preko odporne linije ali pa če pride do retesta podpore na dvodnevnem čartu. A kaj ti se govoriš z traderskega vidika, ker bi pač lovil tistih par dolarjev razlike. Pa me zanima, dolgoročno se ti zdi zanimiva Coinbase delnica oziroma tudi kakšna druga kriptodelnica? Glede na to, da nimam nobene v lasti, potem že nisem videl nekega valueta v tem. Se pravi, raj bi imel Bitcoin kakor kriptodelnice. Zdaj trenutno tako razmišljam. Bi mogel več raziskati v zadju. Bom jaz še enkrat naredila epizodo samo o kriptodelnicah, ker se meni zdi totalno crazy, kar se zdaj dogaja na trgu in tako. Ampak nima veze. Kaj pa recimo zdaj, te stablecoini bodo res, se mi zdi, premešali karte na trgu. Tudi Visa in Mastercard, recimo, zdaj že čutite posledice. Trgovci ne želijo uporabljati teh kartičnih storitev in iščejo alternative, ker so pač drage te storitve. Kako pa gledaš recimo na Viso pa na Mastercard? Vem, da so nekateri investitorji pač investirali veliko denarja v Viso in Mastercard, ampak zdaj pa vidimo, da pač ne, delnica upada, na drugi strani imamo analitiki, ki svetujejo nakupe, ravno zaradi tega, ker so se zgodile take pocenitve. A ti si mogoče kaj študiral Visa, Mastercard in druge te storitve plačne? Jaz imam Viso na watchlisti in dejansko je ena izmed delnic, ki bi posvečal pozornost v svojem portfelju, naprimer nimam ene, ampak je imam na watchlisti, kar pomeni, da jo spremljam in da dejansko je nek indikator, ki mi da neko širšo sliko trga. Vseeno sem mnenja, da če bi kakršnekoli spremembe ali pa revolucije plačilnih sistemov prišle na market, ne bi lahko prva odreagirala Visa pa Mastercard, ker sta, bom rekel, toliko velika, da pa s tako kapitalizacijo, da bi slejko prej lahko integrirali kakršnekoli novo plačilno sredstvo precej hitreje, kot pa kak newcomer. Vseeno sem mnenja, da pač težko bi si predstavljal trenutno v tem
brez Vise pa Mastercarda, čeprav to v zgodovini se že velikrat obrnili posebno drugače, ali od telefonov ali plačilnih sistemov ali karkoli, da kak veliki gigant popolnoma zamudil ta vlak, pa revolucijo dejansko na trgu, ravno zato, ko se je počutil, da je prevelik, pa da ne more priti do neke revolucije. Tako da je pa ta digital currency pa plačilni sistemi so še vedno, bom rekel tak, če gledam zdaj razvoj denarja, gre v smer valjda cashless, se pravi, pa paper money, jaz ne vidimo čez 10 let ali pa čez 5 let, se pravi, nekaj druga bo, zdaj kaj to bo, bomo pa kar hitro po moje videli, Mogoče glika to omenjava, tudi konc koncev digitalni evro se še dogaja, je aktualen, mislim, da bo, ne vem, kjer ga 2026, 2027, mislim, ta odločitev še ni bila sprejeta dokončno, ampak da takrat 2027, če ga bomo dobili, ga bomo takrat dobili. In eno od razlogov, zakaj se pravzaprav digitalni evro uvaja, je tudi zmanjšanje te odvisnosti od ameriških korporacij, kot sta Visa in pa Mastercard, Zdaj Evropa pač gradi svoj obrambni sistem, investira ogromno v obrambo, tudi z razlogom, da pač se nekako osvobodi ali pa nekako umakne stran od te odvisnosti od ameriškega trga. Enako je tudi verjetno na plačnem sistemu oziroma plačilnih sistemih. Ja, se strinjam, ta dva ameriška giganta dejansko obvladujeta cel zahodni svet. Mogoče prav zaradi tega bo prišlo nekje do sprememb. Ampak ja, ta revolucija denarja, plačilnih sistemov, jaz mislim, da bo to nekaj, kar nas bo spremljalo naslednja leta, in bo poseben poudarek potrebno, bom rekel, dati temu, s čem bomo dejansko plačevali jutri. Ja, to je zelo dober. Tudi ta Visa pa Mastercard se mi tudi zdi, da je zanimivo spremljati, ker pač zagotovo ne bodo sedeli pa čakali, da bojo propadali. Ok, kaj sem še hotela? Kje smo zdaj pri nafti? Nafto bi tudi mogoče fino obdelati, glede na pač ta izraelsko-iranski konflikt. Tudi Amerika naj bi se zdaj vključila v ta konflikt. Mislim, da Trump je napovedal najprej, da bo čez vikend razmislil, ali bo napadel Iran. Danes zjutraj smo brali, da se bo vzel 14 dni časa, ali bo napadel Iran ali ne bo napadel Iran. Skratka, vse to se tudi potem odraža na ceni nafte. Ta je poskočila posledično. Kako ti gledaš na nafto? Trenutno, po teh znanih podatkih, ki jih imam, pa kar se dejansko dogaja, spremljamo dejansko zadnje tedne, se mi zdi vse pod nadzorom še eno. Zdi se mi, da je pač bolj psihološki vidik trenutno še prisoten, se pravi, ja, rakete so letele, dogaja se veliko, geopolitika res je na enem takem milimetru do katastrofe, ampak surovine so cenovno gledano še dokaj pod nadzorom, se pravi, če bi bilo kaj resnega, bi ta nafta že zdaj bila na 100, pa dejansko poskočila res tistih 20%, ampak dejansko to še niti ni najvišji letošnji nivo, se pravi, januarja bila višja. Dokler ne pride do večjih eskalacij v smislu uničenja infrastrukture ali pa predvsem, bom rekel, glavnih transportnih poti, mislim, da cena ne bo preveč eskalirala. Zakaj ne? Vojne pa spopadi so imeli vedno kratkoročne učinke. Se pravi, tako deluje makroekonomija. Ko se zgodi šok, pretrese traderji reagirajo. Ko se začne gledati prave fundamente, cena dejansko se spusti nazaj na nivoje. In to smo videli v preteklosti že vrstokrat. Teda tudi trenutno, naprimer, na fundamentalnem, bom rekel, področju, če pogledamo, je trg nafte zelo dobro preskrbljen. Dejansko mi imamo svetovne zaloge več kot 1,2 milijarde, kar pomeni za 15-20 dni svetovne porabe, kar je zelo visoka številka. Naprimer, rezervne zmogljivosti OPEC so še vedno nad 3 milijone, kar lahko pomeni celoten izvoz Irana, naprimer, tudi če bi padel na nič, se nadomesti v zelo kratkem času. Dobava izven OPEC-a dejansko, kar se tiče Brazilije, ZDA, naprimer, so lahko hitreje zrastejo od samega povpraševanja. Pa kar je ključno, naprimer, povpraševanje v zadnjem času se dviguje počasneje od dejansko pričakovanj, kar pomeni, da mi tukaj iz industrijskega pa transportnega vidika nimamo nekih šokov na ponudbeni strani. Zato tudi cena ni reagirala temu. Se pravi, šoki, ki so se trenutno zgodili, pa cene, ki so trenutno poskočile, so povezani zgolj in samo z
bom rekel, sentimentom, s spremembe sentimentom, zaenkrat. Kar pomeni, ne, če bi slučajno karkoli se zgodilo za uničenjem infrastruktur, dobavnih poti, hormuške ožine, to bi naprimer lahko spremenilo potek. Ne? In tukaj naprimer se strinjam, ko berem te ocene analitikov, da lahko cena gre tudi proti 100, naprimer, ne? Me ne bi presenetile. Ne? Se pravi, bolj te strukturne spremembe spremljam, kar se dogaja na ponudbeni strani, pa na povpraševanju. Ne? To mislim, da bo imel bolj dolgoročen učinek na cene nafte. Okay, dejansko moramo danes omeniti, ko govorimo o nafti, to se tudi nas koncev dotika, ko kupujemo gorivo. Danes ravno imamo celo dramo okrog petrola, danes je petek 20. junij. Zdaj pač vlada je sprejela uredbo in zdaj regulira cene tudi na avtocestnem križu. To seveda povzroča ogromne stroške in izgubo dobička Petrolu. Zračunali so, da okrog 30 milijonov evrov bodo izgubili dobička. In zdaj tudi, mislim, da je Petrol se odzval in so rekli, da bodo celo zapirali črpalke in pa ustavili vse investicije v Sloveniji, razvojne investicije. A ti spremljaš delnico Petrola, kaj to pomeni v bistvu za vse tiste, ki mogoče so investirani v Petrolu, kako bi ti gledal na vse skupaj? Ja, dejansko. Mislim, da je bilo celo, ko gledaš tisti razrez, oni so zelo jasno objavili razrez cene, kakšno imajo maržo, pa mislim, da je 60% dajatev pobere država, oni pa imajo, ne vem, par procentov tiste marže, s katere v bistvu potem financirajo svojo dejavnost, ne? Ja, dejansko je reguliran že pač zaradi svoje velikosti, že od vsa leta, odkar spremljam ta slovenski trg, navzgor zelo omejen. Zdaj dejansko s to uredbo so ga kar lepo oklestili. Zdaj za mene kot investitorja to ne pomeni nič, ker nisem investiran v Petrol, ne po slovenske delnice, ampak če bi pa bil investor, bi pa to bil kar velik red flag, naprimer, ne. Ker pač pomeni res, da ti odžerejo en res velik kos pogače v tako reguliranem biznisu, ki 30 milijonov izredno veliko pomeni. Sploh z industrijo, v kateri se grejo, praktično tradinga z nafto nimajo in je dejansko tukaj s temi maržami je ves njihov dejansko lahko prihodek oziroma dobiček na koncu izražen. Teda to sigurno ni dobro za Petrol pa za delnice, ampak glede na to, kak se je bil zdaj, bom rekel, naslednji korak Petrola, in na kakšen način so se odzvali, pomeni, da mogoče bo celo prišlo do neke vmesne poti. Ne vem, upam špekulirati, zato ker sem isto prebral kot danes ti, se pravi, premalo informacij, da bi takoj reagiral, ampak pa premalo poznam, zakaj do tega sploh prišlo, ampak z vidika investorja je to en tak red flag. Samo da pogledam še, kaj se dogaja z delnico Petrola. Sicer, 3% je upadla danes do 14. ure, se pravi 20. junij. A greva zdaj se še dotakniti letošnjih presenečenj? Mislim, da marsikdo bo presenečen nad presenečenjem. Izraelska borza, ne? Tudi jaz sem bil presenečen. Dvakrat me je presenetilo. Prvič, dve presenečenje v bistvu, če zdaj, ko si glih omenila, pač mene, kar je osebno malo presenetilo, je sigurno Izrael. Res nisem niti razmišljal o tem, da bi sploh pogledal državo, v kateri se odvija vojna, v kateri vsak dan berem novice, kako je mogoče, da je izraelski delnice dejansko so na all time high, da je indeks poletel, praktično res poletel, letošnji dejansko po mojih hit letošnjega leta in da čart je tako bullish, kot da bilo tam dejansko daleč od tega, da je bila vojna. In prav zaradi tega, ko sem pač to šel gledati tehnično vidik, ker pač valjda me zanima, zakaj so cene tako porastle, sem pa dejansko malo šel raziskati ta njihove delnice, ki kotirajo tam in s čem se sploh ukvarjajo. In sem prišel do nekih zaključkov, zakaj je sploh tak velik optimizem. Ta njihov je res podobno, naprimer bi lahko upotegnil z sporednice z nemškim DAX-om. Nemški DAX je naprimer tudi indeks, ki so prisotne te, bom rekel, globalne zgodbe, 30 najmočnejših podjetij
zelo malo vpliva nemškega trga, 90-80% prihodkov v tujini in zelo malo dejansko mikro nemškega okolja vpliva na podjetje v DAX-u. In tako se dogaja isto z izraelskimi delnicami, se pravi, tamkajšnja najmočnejša podjetja dejansko imajo zelo male veze z Izraelom ali pa z državami okolja, ampak dejansko 90-95% gre na ameriški trg. Ne. S tem, da imajo zelo močen tehnološki sektor, ki je dejansko predstavlja največji delež indeksa, se pravi, in to od, bom rekel, najbolj vročih tem, cybersecurity, fintecha, AI-ja, biotecha, naprimer, to so podjetja, ki so tam najbolj zaznamovana, večina prihodkov ustvarjajo iz ZDA pa Evrope. Teda razen to, da jim lahko raketa pade na tovarno drugega negativnega efekta, tam praktično ni. Poleg tega, mogoče tudi tak, sem pa začel razmišljati, zakaj pa se priliv kapitala, pa kaj pričakujejo investorji. Dejansko so investorji gledali na vojno pozitivno in to z tega vidika, ker pričakujejo, da se bo priliv kapitala po vojni, po končanem, bom rekel, konfliktu, po deseterju, zato ker pač bo prišlo do neke obnove, prišli bodo investicije v Izrael nazaj in zaradi tega pač pričakujejo nek še večji optimizem na samem marketu. Kar se tiče pa domačih investorjev, so prisotni, se pravi njihova, bom rekel, centralna banka pa njihova dejansko politika zelo spodbuja nakupe delnic. Vlagatelji tudi tam so zelo dejansko nageni k investiranju v delnice, kar pa je dejansko pri njih prišlo že v navado, je pa to, da so zelo navajeni konfliktov. Se pravi, oni, če pogledamo zadnja leta, naprimer 2006, mislim, da pa 2014, 2021, pa pol 2024, ko je skozi prišlo do nekih teh lokalnih, bom rekel, vojnih tveganj, zelo majhno težen delajo temu, da se karkoli okoli njih dogaja, in pač gledajo na svojo ekonomijo kot eno zelo donosno in zato investirajo ta denar. Zato njihove reakcije niso panične, ampak gledajo dejansko kot nek, bom rekel, perspektivno ekonomijo. In tudi tako se oni sami odražajo, se pravi, niso panični vlagatelji in zato tudi ne zmanjšujejo naložb. In iz teh, bom rekel, nekih usporednic bi jaz potegnil, da je letos Izrael bil hit, pa še temu dodamo centralno njihovo banko, ki je uspela stabilizirati valuto, pa dejansko, da niso imeli neke, bom rekel, inflacije, je to bil dejansko res hitne. Me je pa presenetilo, absolutno me je presenetilo, nisem temu posvečal pozornosti in še do prekratkim nisem niti pogledal indeksa, ampak se me je pa zdaj presenetilo, da je to na all-time high. Teda to je bil eno tako, bom rekel, prvo presenečenje. No, pa ti bom jaz zdaj povedala še eno zadevo, ki bo potem tudi veliko presenečenje. Zdaj ravno gledam letošnje donosnosti indeksov globalnih, ranking, se pravi lestvico, je vse preračunano v evre in je na 3. mestu slovenski Blue Chip za 33% donosnostjo, medtem ko Tel Aviv 35 indeks, TA35 indeks z 11% donosnostjo, šele na 26. mestu. No. DAX je pa na 14. mestu 17%, skoraj 18% donosnostjo. Slovenci razturavajo, se pravi s 33% donosnostjo. Kaj pa prvi, pa drugi? Lusaka Stock Exchange, to je neka zambijska zgodba, če se je prav Zambija, meni se zdi, pa prvi je, just a second, GSE, Composite Index, to je pa Ghana. Ghana na prvem mestu z 62% donosnostjo in Lusaka Stock Exchange s 40% donosnostjo, vse preračunano v evre. Zdaj, če seveda pustimo v lokalni valuti, se potem ta razmerja malo podreja oziroma je malo drugače, ampak še zmeraj Slovenija je na drugem mestu po donosnosti, medtem ko DAX 17 ostaja, ta izraelski indeks, je pa, ne vem, kje ne najdem ga.
Skratka, zanimivo, ne? Slovenija je boljša od Izraela na borzi. Joj, to je taka neumna izjava bila zdaj, ampak kaj je. V glavnem, omenjala so tudi nekaj norveško, že parkrat do zdaj, ne? Daj še v norveški povej, ker smo pa tudi dobili nekaj vprašanj na YouTube vezano na norveško. Pa daj malo povej o norveški, kako se ti je investicija izšla, v kaj si bil investiran konkretno. Ja, Norveška je bila na moji watchlist. Jaz pa res ne spremljam teh Gana pa zambijskih zgodb, ampak rečemo, da izmed teh value playov zahodnega sveta, naprimer, ne, sem imel Norveško na kar visoki, na prioritetni listici in je njihov indeks tudi dosegel all time high trenutno, nekje na 1900 točkam. Letos mislim, da okoli 13%, 14% v plusu, kar je za eno tako, bom rekel, državo z, bom rekel, kar močno valuto, zelo dober rezultat, ne. Tako da sem bil kar v bistvu navdušen nad tem, no, da sem pravi čas najdel, ne, in tudi kar je, bom rekel, pozitivno tudi bilo zdaj v zadnjem času, da je njihova centralna banka, ta Norges bank, je junija dejansko znižala obrestno mero, teda dejansko to prvo znižanje v zadnjih 5 letih. Tudi inflacija se lepo spušča. Teda, kar se tiče teh makromonetarnih podatkov, dejansko zelo v redu. Inflacija je trenutno na pod 4%, 3,9%, isto imajo target nekje okoli 2%, tako kot ECB. Pozitivno gospodarsko rast okoli 2%. Kar je pri njih mogoče malenkost minusa, pa je mogoče treba paziti, je ta kar visoka zadolžena gospodinjstva, pa komercialni sektor, se pravi nepremičnine, so kar precej že dejansko drage. Tudi gospodinjstva so precej izpostavljene nepremičninskemu sektoru, ne. Kar je pa zelo pozitivno, pa kar sem jaz takrat, zakaj sem začel sploh Norveško gledati, ne, je pač ta njihov glavni sklad, državni sklad, ki je med največjimi na svetu, še vedno, ne, tako da so precej aktivni na njihovem trgu, tudi po celem svetu kupujejo naložbe, prisotni. To mi da neko tisto varnost pa stabilnost, da če bi se karkoli tukaj zgodil, vem, da je kapitala dovolj za kakršnokoli posredovanje. Teda Norveška tudi tehnično izgleda zelo v redu, indeks dejansko tehnično precej bullish. Moramo vedeti, da je za Evropo je pomemben iz predvsem surovinskega vidika, se pravi oil and gas. Evropa trenutno dobi dejansko največji delež, se pravi poleg LNG-ja, plina iz Norveške, tudi naftno je zelo močna država. Teda vse te zdaj prekinitve, ko so se dogajale z vzhodne Evrope, z strani Rusije, je nadomestila malo Norveška, kar pomeni, da se bo tle njihov izvoz surovin dejansko sam še okrepil. Teda priliv kapitala v Norveško bo dejansko nek stabilen v naslednjih letih, no. Teda to so vse neke take pozitivne stvari, ko se mi zdi, da je vredno imeti eno tako državo Tilen, daj povej, kakšna bo tvoja strategija do konca leta? Kaj boš delal s svojim denarjem do konca leta? Rekel si na začetku, da si mogoče malo bereš zaradi celotne situacije, ki se dogaja, pa da pač imaš neke osebne projekte in da zaradi tega pač si se tudi umaknil posledično iz delnic. Pa me zanima, kako razmišljaš recimo do konca leta o investicijah. Naprimer, se bom navezal na tisto, kar sem na začetku povedal, ne da sem bearish, ampak da pač nimam biasa, ne. Se pravi, nisem nagnjen k temu, da sem dejansko nagnjen k temu, da bo trg ful pozitiven, pa da bi zato investiral, pa tudi nisem nagnjen k temu, da bi dejansko bil zdaj ful bearish, glede na to, kaj se vse dogaja, ne. Se strinjam seveda, da globalna slika ni rožnata, pa da geopolitika igra res veliko vlogo in da lahko to vse pretrese, in ravno zato se mi zdi ta moment boljše ne narediti nič, počakati na pravi trenutek. Trgi vedno dajo priložnost. Tako da mislim, da bo priložnost prišla, da se bo trgi vzpostavili, da bo dejansko fundamenti začeli igrati svojo vlogo in da bo čim manj teh psiholoških šokov vezanih na, rekel, nenadne spremembe, nenadne geopolitične zadeve imelo vpliva na delnice. Se pravi, čim manj šuma
na finančne naložbe, boljše bo. Zato pa rabimo dejansko nek čas, da se grafi dejansko postavijo na svoje mesto in potem bo, mislim, da prišel čas za naložbe. Tako da, kar se mene tiče, ostajam pri tistih, ki sem jih imel na začetku. Se pravi, sem še vedno, bom rekel, pozitiven za kripto, sem še vedno pozitiven za surovine, sem še vedno pozitiven na svetovne, bom rekel, finančne naložbe, Ameriko, manj na Evropo. To še vedno ostajam pri tem. Seveda pa ne grem z novimi nakupi, zato ker bi pač rad počakal, da vidim, kako se bo ta situacija okoli Middle Easta išla. In mislim, da bo kar hitro jasno, glede na zadnje besede Trumpa, da dolg ne bo potrpežljiv, kar pomeni, da ali se že dogovarjajo, ali pa dejansko bo prišlo do nekega trenutka, ki pač bo dal jasno vedeti, kam bo šla svetovna ekonomija. Danes sem še prebrala, pozabila sem povedati pri nafti, da se nekateri investitorji premikajo zdaj v te delnice energetskih družb, energetske delnice. Kako pa, a si ti tudi kaj gledal mogoče te delnice? To bo vsekakor, če bo prišlo do širšega konflikta, seveda bojo cene eskalirale in to pomeni, da če bo cene eskalirale, bojo profitirale energetske podjetja. To je seveda povezano, zato je lahko to že en indikator, če smart money dejansko hodi v surovinske delnice. Je pa tudi res, da so surovinske delnice bile v zadnjem, bom rekel, rano, kar precej, bom rekel, v zadju, so malo, ker je bila pač celoten fokus je bil na tehnologiji in podobnih podjetij, da so malo, bom rekel, zaostajale za rastjo, in mogoče ta defenzivni premik v neke surovinske delnice, naprimer, je zdaj prisoten, čist tehničnega vidika. Ok, mislim, da je to. Obdelala sva kar veliko stvari, se pravi zlato, srebro, dotaknila sva se platine, potem sva obdelala nafto, kriptodelnice, plačilne sisteme, obdelala sva, kaj sva še obdelala? Izrael. Izrael, evo, vidiš, pa to geopolitična ta trenja in pa seveda, kaj lahko pričakujemo v prihodnosti. Mislim, da sva za zdaj sva obdelala, ampak to je pač zadeva, ki se bo razvijala, tako da bo treba še kakšno epizodo narediti, a ne? No, Tilen, najlepša hvala, da si vzel čas in pa seveda hvala za vse te namige, napotke, kako ti investiraš, tako da to je to. Hvala, pa se spet slišimo. Najlepša hvala tudi vsem, ki ste nas danes spremljali, poslušate Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav!